Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. V občini Sveti Jurij ob Ščavnici imamo 3 destinacije oziroma 3 stebre turizma, ki jih hočemo graditi. Prvi steber je Stara Gora, kjer je že turistični informacijski center, ki ga upravlja turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici. Tam so 3 točke, in sicer Mlin na veter, baročna cerkev Svetega Duha z drugimi najstarejšimi delujočimi orglami v Sloveniji in pa muzej v stari šole, kjer je etnološka zbirka. Potem sedaj pa hočemo tam nadgraditi zadevo na Stari Gori, in sicer z izgradnjo turistično-promocijskega centra. To pa v bistvu pomeni, da bomo v kleti stare šole uredili degustacijsko dvorano in pa eno trgovino lokalnih proizvodov. Drugi steber našega turizma, kot predvidevamo, je Blaguško jezero. To je prelepo Blaguško jezero, ki je nastalo v 60. letih prejšnjega stoletja z zajezitvijo Blaguškega potoka in ga obdajajo gozdove. Na tej lokaciji je občina Sveti Jurij ob Ščavnici izdelala podrobni prostorski načrt. To pomeni, da so podane urbanistični pogoji in sedaj je v priprave projekti in pa pridobitev gradbenega dovoljenja. Tako je tam predvidena gostinski obrat, gostinski objekt, potem ena manufakturna delavnica in pa servisni objekt in potem tudi nastanitvene možnosti v obliki glampinga in pa kempinga v prvi fazi. In potem tretji steber tega našega turizma je občinsko središče Sveti Jurij ob Ščavnici, torej tu, kjer se sedaj nahajamo. In tu je pa poudarek predvsem na kulturni in pa naravni dediščini in pa na teh znamenitih rojakih, ki so izhajali od tod. Pa če začnem z doktorjem Antonom Korošcem, sigurno najpomembnejšim politikom pred Prvo svetovno vojno, tvorcem Majniške deklaracije, s katero je praktično so Slovenci izšli iz monarhije Avstrije. Potem drugi je sigurno Edvard Kocbek, prvič kot politik, zelo pomemben politik po drugi svetovni vojni z visokimi funkcijami, mi pa še ga bolj slavimo oziroma častimo kot pisatelja in pesnika. Kar se tiče nastanitvenih kapacitet, hočemo pač predvsem v tem segmentu turizma delati. Tu pričakujemo predvsem izgradnjo teh objektov pri Blaguškem jezeru, ki je sicer v privatne iniciative, privatna zadeva in zelo podpiramo pač ta projekt tudi kot občina. Mi gremo v smeri sonaravnega turizma, to pomeni, da ne gremo v neki industrijski turizem, ampak ta butični turizem, individualni turizem, zato tudi imamo v načrtu manjše kapacitete prenočitvene, ker nekako je to tržna niša tega celinskega turizma, kjer se predvsem je naša prednost ta prleška kulinarika, naša dobra vina, prijazni pa pridni ljudje. In mislim, da je to tista tržna niša, za katerih bodo turisti hodili v naše kraje in pa seveda zaradi te bogate kulturne in zgodovinske dediščine. Prvenstveno gre za turistični biser Staro Goro, kjer imamo dejansko 3 komponente. Znameniti Mlin na veter, potem zbirko etnološkega in obrtniškega orodja v bivši osnovni šoli in pa baročno cerkev Svetega Duha. Za obiske so ogledi vodeni po najavi. V sezoni se reče od aprila pa do meseca novembra oziroma konca oktobra, pa se je dejansko vedno nekšče na razpolago v delovnem času od 8 do 16 ure.
Tako se v Sovjaku nahaja znamenita Golnarjeva domačija, ki je posebnost. Tam se tudi dogajajo najrazličnejše prireditve in pa tudi tam je posajena potomka najstarejše trte iz Maribora. Potem bi še bil za omeniti recimo Otok ljubezni v Hihlovi, kjer je dejansko en idiličen kraj ob starem rokavu reke Ščavnice in med mogočimi jelšami pač taki primeren prostor za druženje. Seveda pa v samem Svetem Juriju, potem Gotska cerkev stara, znameniti ta park naših velikanov, kot ga radi imenujemo Prleške Atene, in pa Korošcova soba, spominska soba v rojstni hiši doktorja Antona Korošca. V sami občini Sveti Jurij se seveda nahajajo še številne druge znamenitosti, kulturni spomeniki in pa, kot ste že omenili, znamenito Blaguško jezero. Potem imamo, bi rekel, levi in desni breg reke Ščavnice, kjer so vinorodna področja, se reče Sovjak Ženik, tudi z znamenito arhitekturo, še so ohranjene stare vinske kleti, določene domačije in pa Rožički vrh, kjer se tudi je vinorodno območje. Tam seveda raste žlahtna trta, ki spada pod Radgonsko-Kapelske gorice. Na bližnjem Kokolenšaku je do leta 1957 stal mlin na veter na Becovi domačiji, ki je začel propadati in takrat so se pač naši predniki ali pa zanesenjaki odločili, da bi postavili oziroma ohranili ta kulturni spomenik. Odločili so se tako, da so tukaj na Stari gori postavili kopijo Bečovega mlina na veter, ki je imel posebno znamenitost in pa tudi ta ima, ker je originalna kopija, s tem, da je 3-krat večji od prvotnega, da se kupola obrača v smeri vetra. Tako da lahko lovimo vse vetrove, ki pihajo. Muzej slovi po tem, da je zbirka približno 1300 primerkov branega orodja in pa predmetov, ki so dejansko izključno iz tega področja. To so zbirala Čuš Jože starejši in mlajši, žal že oba dva pokojna, in pa seveda tudi drugi darovalci, ni celotno njihova zbirka. Tu so ohranjeni predvsem predmeti od najmanjših stvari, ki so se uporabljale v gospodinjstvu, in potem do največjih, ki so jih uporabljali pri raznih delih, in pa seveda tudi obrtniško orodje, ki so jih obrtniki uporabljali ali pa rokodelci uporabljali v svojem delu. Tu se nahaja tudi cerkev Svetega Duha, ki je predvsem znamenita in prepoznavna potem po baročnih poslikavah, je celotna baročna, v sebi pa tudi ima druge najstarejše orgle v Sloveniji. Cerkev zapisi govorijo, da je cerkev iz leta 1640, legenda pa pač pravi, da je posvečena za Svetega Duha, ker pač po belem golobu, ki bi se naj tu sprehajal oziroma letal, in so potem še legenda seveda govori o tem, da je tu se sprehajala gospodična iz bližnjega gradu, ki bi naj tu stal, ki je bila slepa in je potem spregledala, in potem je ta graščak oziroma ta njen oče dal dejansko sezidati celo cerkev. Nekako se prireditve začnejo z občinskim praznikom v mesecu aprilu. Takrat je tudi osrednja občinska prireditev z povorko, z žegnanjem in seveda takrat se okrog tega občinskega praznika dogajajo številni dogodki. Znamenit je recimo ta Blaguški tek, ki je sedaj že presega meje lokalnosti, je že mednarodni. Potem v jesenskem delu pa se potem začne z prireditvijo kučenja jabolk na tej Golnarjevi preši, potem martinovanje. V mesecu decembru, ko pač rečemo, da je praznični mesec, pa je dejansko prireditev ogromno. Mi tukaj tudi prirejamo božičnico na Stari gori na sveti večer. Je pa tukaj na Stari gori tudi v mesecu juliju znana žetev zlatega klasa.
Tako da dejansko pri licijah ne zmanjka. No. Naša tradicija seže v leto 1929, ko je moj dedek začel z oljarstvom in z mlinarstvom še takrat. In jaz danes predstavljam tretjo generacijo, tako da že polnih 88 let pridelujemo olja. Z mlinarstvom smo se pač dedek nehal ukvarjati pred mnogimi leti. Bistvo naše oljarne je to, da ohranjamo tradicijo. Se pravi, mi še danes delamo olje klasično, se pravi toplo stiskano, danes rečemo, na isti način, z istimi stroji, kot jih je začel delati moj dedek. Se pravi, v tem proizvodnem procesu se ni spremenilo nič. So se pa skozi leta blazno spreminjale druge stvari, ne? Se pravi, od samega trženja, pristopa, zgodbe, potem začela so nastajati različna olja, ker pač danes ni samo eno bučno olje, ampak pri nas imamo 3 različna olja. Eno izmed teh je, tako ste omenili, hladno stiskano olje, ki smo ga začeli delati leta 1994, ampak to v bistvu z to klasično pridelavo bučnega olja nima nobene povezave. To je novejši, modernejši pristop s posebno stiskalnico in tam ni predhodne obdelave semena, ampak se olje iztisne iz celega semena. In bistvo tega je, da pač olje ne presega, ko teče iz tiskalnice, 40 stopinj Celzija, je zaradi tega nežnega vonja, nežnega okusa, redkejše, svetlejše po barvi, ohrani pa popolnoma vso hranilno vrednost, ki jo pač imajo semena, ali so to bučna semena, sončnična semena, ali s česarkoli pač delamo olje hladno stiskano, to ostane v olju. Uradni delovni čas je od torka do petka od 8 do 17 ure, v soboto od 8 do 12 ure. Seveda pa delamo tudi po dogovoru. Zdaj v tem času, odpiralnem času, lahko kdorkoli individualno pride k nam, si pogleda, kako se prideluje olje. V skoraj 100% je tudi možnost, da jim kaj povemo dodatno oziroma predstavimo. Drugače pa skupine pa sprejemamo po naročilu, to predvsem v dopoldanskem času, zato da lahko v bistvu tudi dejansko vidijo sam potek proizvodnje. To morajo naročiti termin oziroma si rezervirati termin v dnevu, v uri in potem tudi po dogovoru pripravimo degustacijo z našimi izdelki, z nekaterimi našimi izdelki oziroma s tistimi glavnimi. Predstavljamo pa seveda vse, celotno zgodovino, od bučnega olja, potem našo zgodbo, potem si lahko to pogledajo in tudi pač na koncu poskusijo. Ob prihodu najprej ponudimo našo suho salamo z bučnimi semeni, potem sledi predstavitev, tako sem povedal, od zgodovine in vsega ostalega, da se malo brbončice spočijejo. Potem pa po ogledu pa sledi degustacija 5 različnih olj. Vedno damo 3 različna bučna olja za poskusiti. Ostala 2 olja pa v bistvu odvisno od sezone malo menjavamo, od olja oljne ogrščice do hladno stiskanega sončničnega olja, hladno stiskanega orehovega olja in pa tudi imamo mešanico 2 slovenskih olj, to je bučnega olja iz naše oljarne in pa olivnega olja iz oljarne Lisjak iz Kopra. Potem za olje sledi degustacija doma narejenega namaza, skutinega z kislo smetano, bučnimi semeni, bučnim oljem, sol in pa sveža čebula. To je en tak namig, kaj lahko vsak doma sam pripravi z bučnim oljem. Potem je pecivo oziroma rolada, ki jo speče za te namene moja mama, seveda z bučnimi semeni in bučnim oljem. In pa čist na koncu potem še naša čokolada z bučnimi semeni in bučnim oljem, ki smo jo začeli izdelovati pred 12 leti. In ena izmed 8 okusov, ki jih nudimo v našem programu čokolade. Naša paleta izdelkov je precej že velika, no, in se deli nekako v 2 segmenta. En je, bom rekel, darilni program, to so darilni kompleti, ki se dobijo čez leto bolj kot ne izključno pri nas v oljarni, pa še to odvisno od letnega časa, ker pač nekateri izdelki so sezonsko vezani in jih čez poletje pač recimo ne moramo imeti. Predvsem pa to zaživi ob koncu leta, ko je čas obdarovan, ali privat, predvsem pa podjetij. Olja se pa prav tako pač delijo na 2 različni prodajni liniji. Ena je linija, ki se prodaja tudi pač v trgovinah, prisotni smo v vseh šparih, vseh interšparih, v Leclercu, Ljubljani, Mariboru, ogromno manjših trgovinah, potem ta
bolj posebna linija je pa na voljo v specializiranih prodajalnah, se pravi takih, če lahko rečem, gourmet prodajalnah, kjer se pač prodajajo izdelki višjega ranga in to je predvsem večja mesta in turistične destinacije. Naš plan je v letošnjem letu, da začnemo širiti in obnavljati našo proizvodnjo, potem seveda moj fokus je že zadnjih nekaj let tuji trg. Že zdaj v januarju smo pridobili oziroma smo naredili 3 izvoze na 3 nove destinacije, tako da bo izgleda leto 2018 precej obetavno. Tako da na domačem trgu, če lahko rečem tako, vse obdržati, če ne povečati trenutno prodajo, v tujini pa seveda povečati izvoz na nove trge, v katere pač usmerjam vse svoje moči. S kovaštvom sem se začel ukvarjati leta 1990, dejansko v spletu okoliščin, ker sem malo prej ostal brez službe in to je moj tudi osnovni poklic, tudi otroška želja je bila takšna, da bi pač bil kovač in takrat sem se pač odločil, da bi poskusil doma z kovaško obrtjo, sicer takrat v manjših prostorih, v eni priložnostnem prostoru, kjer sem si pač naredil zasilno kovačnico. Ta prostor, kjer se zdaj nahajamo, pa smo potem gradili pozneje. Seveda na trgu je takrat kovaštvo, splošno kovaštvo izumiralo, ni bilo neke potrebe, ampak začelo pa se je potrebe po umetnem kovaštvu in to je tudi bila moja tista skrita želja oziroma tisti izziv, ki sem ga pač nekaj videl, da bi začel nekaj delati malo po svoje oziroma bolj umetniško. Tudi v predhodni službi je bil to moje delo, tako da sem si tam tudi nabral nekaj izkušenj. Začel pa sem seveda z manjšimi stvarmi, najprej z okovjem, z manjšimi svetili, kakšne vrata manjša in tako dalje. Potem z leti pa smo seveda se začeli glede na trg tudi širiti, zaposlovati ljudi in pa začeli delati tudi večje izdelke od velikih vrat, ograj, stopničnih ograj, okenskih mrež in pa seveda nikoli pa nismo opustili tega drobnega programa. Vedno sem stremel k tradiciji in tudi zato sem se odločil, da so naša vrata odprta tudi za obiskovalce, za turiste in pa seveda za ekskurzije iz srednjih osnovnih šol in pa tudi k nam so že prihajali iz vrtca, da smo jim pokazali, kako dejansko kovašnica izgleda, kako izgleda kovaško delo, kovaški poklic, kaj izdelujemo in seveda vedno pri tem sem rad izkažem z tradicijo, tudi z preteklostjo, kajti tudi del našega programa je v tem, da ogromno delamo na restauratorstvu sakralnih in spomeniško zaščitenih objektov, tako da predvsem turistom in obiskovalcem radi pokažemo prav ta del zgodbe. Predvsem kakšne manjše umetniške stvari, podkvice, kakšno rožo, vrtnico, potem tudi, če je možno, jim prikažemo tudi kaj iz tradicije, se reče, ko so včasih kovači ukavali kakšne lesene dele,
če seveda je za to priložnost, ker tega ni več veliko. Potem pokažemo jim tudi kakšne ključavnice in pa podobno, tako da vidijo, kako z rokami, z miselnostjo, z idejami nastajajo pač take izdelke. Za obisk je seveda potrebna predhodna najava, seveda zaželeno je povedati, kdo pride, koliko jih pride in pa seveda ura, da tudi mi potem naš proizvodni program temu prilagodimo. Najprej seveda vedno obiskovalce popeljemo v delavnico in pokažemo to delo in pa način, in malo povemo o tradiciji, o samem poklicu, dejavnosti, pokažemo razna orodja, potem pa jih odpeljemo tudi v naš taki razstavni salon, kjer potem lahko tudi vidijo same končne izdelke, možno pa tudi kaj kupiti. Glede na trende na trgu bom verjetno nadaljeval vedno bolj z tem, s čim sem začel, se reče z temi manjšimi in unikatnimi zadevami in pa seveda, da se nekako še vedno pojavljamo na trgu kot tisti, da se pojavljamo na trgu vedno kot tisti kovač z dušo in srcem, ki to delo rad opravlja in ki tudi ta poklic cenim. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Začetki kmetije Roškar sežejo 4 generacije nazaj, sicer je bila to sprva manjša kmetija, tako da so se preživeli. Od leta 2001, ko sta moja starša zgradila in dokrat povečala stale živali, te smo se začeli ukvarjati bolj z živinorejo, ki je nam glavna dejavnost. Jaz pa moja žena sva kmetijo prevzela od mojih staršev leta 2014, ko sem postal mladi prevzemnik, na kar smo se tudi v tistem naslednjem letu, to se pravi v letu 2015, odločili za dopolnilno dejavnost, predelavo mleka v mlečne izdelke na naši kmetiji. Zdaj še pa vam povem nekaj malega od kmetije. Obdelujemo 50 hektarov kmetijskih zemljišč. Vso hrano, ki jo pridelamo na teh zemljiščih, porabimo za krmo živalim. V hlevu pa je okrog 120 glav goveje živine, od tega je 40 krav muznic, prav toliko je tudi pitancev in plemenskih telic. Leta 2015 sva se odločila, da bova šla v predelavo mleka v mlečne izdelke. Štartali pa smo za čisto osnovo, se pravi z jogurtom, z svežim sirom in pa z skuto. Potem pa so se želje strank malo razširile, začeli so povpraševati po ostalih izdelkih, kot so maslo, kisla smetana, sedaj tudi zelo aktualen je jogurt na grški način, ki ga imajo stranke tudi zelo rade, in pa v zimskem času sem se sedaj odločila, da bomo naredili tudi sveži sir z orehe. Lansko leto pa smo se še odločili, da bomo začeli izdelovati poltrti sir, se pravi zorjeni sir, ki smo ga poimenovali kočevar, tako kot nas tukaj v našem kraju poznajo pač po domačem imenu. Naše mlečne izdelke lahko stranke dobijo na naši kmetiji, kadarkoli je vedno nekdo doma, da jim izdelke ponude. Drugače pa jih najdete tudi ob petkih na Radgonski tržnici, ko nam seveda čas to dopušča in lahko odidemo na tržnico. In pa tudi v Murski Soboti v BTC-ju ima lokalna trgovina, zelena točka, tudi vse lokalne ponudnike. Naše izdelke pa je seveda
nam najbolj pomembno, da nam tudi največ grejo v vse lokalne šole in pa v vrtce. Zelo smo ponosni, da so se šole odločile, da bodo šle v takšen način prehranjevanja, saj se zavedamo, da pač otroci so večino časa v šoli in v vrtcih, tam pojejo večino obrokov, ki jih dnevno imajo, zato je zelo pomembno tudi, kaj pojejo. Tako da ja, vse lokalne šole in pa vrtci jim dajo na razpolago tudi naš jogurt, večinoma jogurt, no. Mi prodamo še vedno večino mleka v mlekarno, Mlekarska zadruga Ptuj, ki nam ga pač odpelje, in pa seveda tudi šole in vrtci se dosti odločajo in vedno pogosteje posegajo po lokalnem mleku. Jaz menim, da v preplavi vseh teh modnih okusov in pa danes se veste sami, ni da nikaj lahko vse kupiš, ampak še vedno menim, da je čista osnova jogurt je tisti, ki ga najdemo v vsakem hladilniku, v vsakem gospodinjstvu in tudi mi doma na naši kmetiji jogurta največ prodamo. Naše želje in naši plani za prihodnost so zelo fleksibilne. Delamo, koliko lahko, največ delamo z šolami in pač trenutno je šol res ogromno. Tako da dejansko še niti ne moreš razmišljati, da bi se na veliko širil in razširil, ker potem tudi sam na sebi na kvaliteti malo zgubiš. Tako da zdaj, kot je, če ostane tako, je čisto super, res zelo smo ponosni, da sodelujemo z šolami. Je pa tudi res, da imam veliki interes se zelo fokusirati na trgovine, kjer ponujajo lokalno prehrano. Menim, da pač tega je pa žal premalo, no.